Lep večer, dragi prijatelji. Situacija je taka. Pogledaš tukaj, pogledaš se v ogledalo in opaziš, da je eno ramo višje kot drugo. Kaj storiti? Kam teči, ali naj vas skrbi, ali je treba kaj ukrepati? Zdaj bomo to skupaj razjasnili. Razlogi, zaradi katerih je eno ramo lahko višje od drugega, so različni, 3 so glavne, zdaj boste izvedeli katere. Če vas pri tem nič ne boli, vas križ ne boli, roke, noge ne bolijo, ramena ne bolijo, ni nujno, da je kaj narobe, če ni nobenega nelagodja, ampak če pri tem čutite bolečino v križu, v rami, ki je nižje, ampak najpogosteje je bolečina v tej rami, ki je nižje. Ali pa bolečina v vratu, ki je lahko na eni ali drugi strani. Omejena gibljivost vratu, omejena gibljivost križa, bolečina v kolčnem sklepu, bolečina v kolenu, takrat je vredno biti pozoren na te informacije, ki vam bodo zdaj predstavljene. Torej, poglejte. Eno ramo je višje, drugo nižje. Prvi razlog, a tudi najpogostejši, je premik lopatice naprej skupaj z roko, zaradi razlike v tonusu mišic, ki lopatico premikajo in fiksirajo spredaj in zadaj. Sprednja skupina mišic. Mala prsna mišica, velika prsna mišica. No, tja bomo dodali še, tukaj je majhna mišica, kljunasto nadlahtna mišica. Sprednja deltoidna mišica ima prav tako pomen v tem položaju, ampak glavne mišice, ki tako premikajo ramo naprej, to najpogosteje povzroči skrajšanje male prsne ali velike prsne mišice. In ne gre samo za skrajšanje, ampak za razliko v volumnu in moči med prsnimi mišicami in mišicami, ki zadaj fiksirajo lopatico. To je trapezna mišica, njeni spodnji in srednji deli. Zgornji, zelo pogosto volumen in moč med trapezno mišico in veliko prsno mišico nista usklajena, to je najpogostejši razlog. Včasih je težava to, da pride do tega pomika naprej zaradi razlike v volumnu deltoidne mišice. Zadnja je slabo razvita, sprednja pa bolje razvita. Ampak včasih je tudi tako, da je rama pomaknjena naprej, čeprav sprednje delte prav tako ni. Takrat to nastane zaradi skrajšanja korakov brahialne mišice in se samodejno oslabi. Delti začnejo pri gibanju pomagati že vse druge mišice. Torej, prvi razlog za motnjo lahko rečemo ravnotežja lopatice. Kakšni so v tem primeru značilni znaki? Torej, prvi pri nas, prvi tip, takšen nekoliko postrani. On tako stoji pred nami in njegova značilna posebnost je v tem, da je to ramo, ki je nižje, bo še bolj naprej, glede na ramo, ki je višje. Kaj to pomeni? To pomeni takole. Torej, vidite, ali je vidno, je premaknjeno naprej. To tukaj pri meni je nekoliko zadaj, lopatica je kot da fiksirana, a tole je padlo naprej. In običajno je položaj roke na tisti strani, kjer se je to zgodilo, nekoliko tako obrnjen. Lažje mi je gibati z hrbtno stranjo naprej, ti gibi v stran mi niso udobni. V tej roki je zelo pogosto, tudi če je desna, neprijetno nositi kakšne stvari. In dvig na strani rame, ki je v tem primeru višje, je lažje narediti kot strani rame, ki je nižje. Torej, tukaj mi je neprijetno dvigovati, ker so ponavadi tudi delte poškodovane. Pri obremenitvah je večje tveganje, da poškodujem to ramo. Prva in najpogostejša situacija. Označimo jo z rimsko številko I. Druga situacija. Tudi, ja, kaj pogosta razlika v obsegu mišic spodaj, tukajle. Torej, tukaj smo imeli tole mesto, ja, v takšnem neravnovesju in tukaj imamo, poglejte, tako bomo morali že tako risati. Tukaj je že tak človek s takšnim prsnim košem. Tako, in tukaj imamo eno ramo je višje, drugo nižje. Kako ni dobro, kaj ne? Nadaljevanje. Tako. Prvič ne uspe. Tukaj je, poglejte, torej tukaj bo malo loka v ledvenem delu. Tukaj je drugi v prsnem delu. Torej, prvi je običajno brez nastanka skolioz. Prvi primer.
In v drugem se bodo tukaj pojavili rahli odvečni upogibi. Tukaj imamo razliko v tonusu in volumnu mišic na desni in levi strani. Torej na eni strani so mišice šibkejše, na drugi močnejše. In pri tem se spremeni položaj medenice. Torej v tem primeru bomo imeli tako, da so mišice tukaj že različnega tonusa, različne moči, katere mišice kvadratna, zunanja, notranja, poševna ili psoas. Morda je katera od njih, ampak če je samo ena od njih, verjetno ne bo povzročila takega neravnovesja. Med gibanjem se lahko samo občuti. Praviloma mora biti zato razlika med kvadratnimi in poševnimi. In še iliopsoas, če bo, še se lahko medenica na nek način obrne. Tako se lahko zavrti. Zakaj se obrne? Ker med gibanjem iliopsoas nima dovolj moči, da bi potegnila nogo iz zadnjega položaja naprej. In zato si moraš nekako pomagati s premikanjem medenice. Zato se tudi medenica malo zvije na ta način. Zaradi ponavljajočega se gibanja so določene mišice ves čas v preveliki napetosti. V tem primeru se spremeni tudi položaj nog. Recimo, na tej strani imam krajše mišice. Na tej nos so nekoliko daljše. In noge se mi bodo prilagodile temu položaju. Ta desna noga bo stopila nekoliko v stran, morda se bo celo malo obrnila v stran. In v tem primeru, ko bom hodil, lahko opazim naslednje. Sledi na snegu grejo takole. Ena noga, kot da gre v Nižni Novgorod, druga pa je usmerjena sem v Surgut. Premikam se v različne smeri. Moji gibi so tako nepredvidljivi. In ko mi kdo pride nasproti, se bom ves čas tako zaletaval van. Tako, ja, kot človek hodi, jaz in on. In on ne bo razumel, kam želim iti. Enkrat sem tako, nastane nekaj nepredvidljivega, nepredvidljiv človek. In ves čas bom imel težave s tem, da bi se komu izognil. Ker to zgleda precej grozeče od zunaj, ko tako hodite. Še posebej, če vam bodo roke tako vesele in boste naredili takšno gibanje. Nevarni ste. Kako to odstraniti? Zdaj bomo vse to rešili in pokazali. In tretje. Tudi pogosto, ne? Tako pogosto se pojavlja in veliko lažje se popravi. To je primer, ko sta nogi različno dolgi. Dajmo kar tukaj narisati. Različna dolžina nog. Kaj bom dobil? Tukaj, z te strani, tukaj se bo zgodilo isto. Smedenico. In strani, kjer imam jaz. Spodnja polovica medenice se bo spustila sem dol. Na tej strani imam nogo, ki bo krajša. Torej ta noga je krajša, ta noga pa daljša. Kaj tukaj narediti? Kompenzirati razliko v dolžini nog. Do 1 centimetra je v bistvu normalno razlika v dolžini nog, če nimate kakšnih težkih fizičnih aktivnosti. Če je vaša višina, ampak če ste višji od 171 centimetrov, tega sploh ne boste občutili, vse se kompenzira z obutvijo. Če pa potrebujete dolgotrajno fizično obremenitev in če je razlika že več kot poldrugi centimeter, je priporočljivo kompenzirati. Ker noge različne dolžine ne morejo simetrično prenašati obremenitve. Tako, in kaj dobimo? Prvi primer. Kako popraviti? Kako ločiti prvi primer od drugega in od tretjega? Stojite, recimo, da imate eno ramo nižje, drugo višje. Ja. V prvem primeru, ko zadaj združite lopatice, bosta obe rami na isti ravni. Tako. Če pa je stvar samo v lopatici. Tako, torej stali ste tako, naredili ste tako, obe lopatici ste združili, maksimalno pritisnili ob hrbtenico in bolj ali manj ste postali bolj simetrični. Torej delamo od tukaj naprej, ampak to je kot doma, če usposobljen zdravnik ni na voljo. To vse delate sami, saj radi vse zdravite sami. Prvih pol leta. Potem, ko nič več ne deluje, nič se ne premika, takrat poiščemo pomoč. Običajno je tako, zato je to prvo, poglejte, samostojno. Jasno, ja. Drugo, tukaj je drugi primer, tako naredimo in vseeno ostanemo po strani. Torej lopatice smo združili, ampak eno ramo ostane višje, drugo nižje.
Tako. Kaj pa z nogami? Na eni strani smo nekaj podložili pod stopalo. Ampak običajno, poglejte, kako je, torej na tisti strani, kjer je rama nižje, je tudi noga krajša. Pod to nogo nekaj podložite ali pa sezujte čevelj z druge noge. Tako, na strani spuščene rame boste dvignili. Ste razumeli smisel? Kaj naj vam razlagam? Vsi ljudje so se zbrali, nekateri imajo celo več visokih izobrazb. Sami razumete. Pojdimo na bolj zapletene primere. Rame imamo pomaknjeno naprej. Kaj storiti? Treniramo zadnjo deltoidno mišico in trapezasto mišico. Ena izmed vaj, ki jih imam raje, ki dobro obremenijo vse to. Takole. To je tudi koristno za ramo, ker ima veliko ljudi v takem primeru ravno težave z ramenskim sklepom. Vzamemo utež, za začetek kilogram, stekleničko vode, pol kilograma, utež izberete glede na svojo moč, uležemo se tako na bok, roko spustimo dol, dvignemo jo sem gor, spustimo, dvignemo. Glede na položaj roke bodo različne mišice delale, razen zadnje delte. In malo tudi mišice na lopatici tam. Nadgrebenčna, podgrebenčna tudi delata. Vse to je tudi koristno, ampak od položaja roke bo še odvisno, kateri del trapezaste mišice bo delal. Torej lahko spreminjamo. Če damo roko sem, takole, evo, pri nas bo bolj delal zgornji del trapezaste mišice. Če damo roko višje sem, se bo tudi spodnji del trapezaste mišice vključil v gibanje. Če roko obrnemo tako, se v gibanje začne vključevati tudi srednja deltoidna mišica. Torej, prav je, da začnemo prav s to vajo. Kajti za lopatico, ki je pomaknjena naprej, je običajno prav takšno spodnje položaj. In sprva je zaželeno, da jo malo premaknemo nazaj iz tega raztegnjenega položaja in začnemo izvajati gibanje. Prva skupina vaj, druga skupina vaj. Tudi na isto skupino mišic z uporabo elastike. Kako se to tukaj izvaja? Tukaj jo že pritrdite nekje ob strani na vrata. In naredimo gibanje sem na stran. Tukaj. V čem je razlika? Pri prvi vaji smo imeli največjo silo tukaj, v tej točki. V položaju, kjer je naša lopatica, v sprednjem položaju, razdalja med tem notranjim robom lopatice in hrbtenico. Ona večja je in v tem položaju smo imeli največjo silo, obremenitev v tisti vaji. V tej vaji pa bomo imeli največjo silo v končni točki, ko se lopatica približa hrbtenici. Torej je napor optimalen tukaj, prav na tem mestu. Če je naša naloga spremeniti položaj lopatice, lahko to naredimo celo statično tukaj, prav tukaj. V bistvu na začetku jo samo držimo, da se naša mišica navadi držati določen tonus tukaj. Položaj roke je lahko različen, lahko je taka, lahko je taka, tukaj nima posebne vloge, kakor vam je udobno. Nato, kasneje, v tem položaju začnete premikati roko. Torej, kaj se pri vas zgodi? Ko ste raztegnili elastiko in začnete roko dvigovati previsoko, ni treba dvigovati, torej malo nad nivojem oči je dovolj. Tukaj začnete premikati. Kaj se zgodi pri vas? Pri vas se vključi sprednja deltoidna mišica. Srednja, če je položaj roke takšen. Če je takšen položaj roke, potem bolj sprednja. Začnejo delovati in pri tem imate lopatiko fiksirano s trapezasto mišico skozi celotno gibanje. Kaj je običajno? To se ne zgodi pri osebi s takšnim položajem rame. Torej, v trenutku, ko dvignem roko, vidite, da je moja lopatica prav tako spredaj. Pri meni se zgodi, da v trenutku, ko se roka dvigne, zadaj ni stabilizirana. In da bi se odvadil tega gibanja, torej, dvignem roko, a lopatica je še vedno v sprednjem položaju. Se pravi, lahko poskušam z voljo, ampak je to zelo težko, koordinacija gibanja ponavadi
ni dovolj. Zato uporabljamo takšne pripomočke, kot so elastike, kjer potem jo fiksiramo, pritrdimo, ja, no, za vrata in jo raztegnemo in tukaj se mi samodejno, vidite, zaradi začetne napetosti premakne nazaj. In tukaj že ni mi treba nadzorovati položaja lopatice, saj je samodejno že v zame nenavadnem zadnjem položaju in tukaj lahko že izvajam gibanje. Število ponovitev je standardno za vaje od 5 do 10 ponovitev, več serij, odvisno od tega, kako boste utrujeni. To je bila naša prva situacija. Druga situacija, tukaj, tretja. Tukaj moramo eno stran nekoliko sprostiti, drugo stran pa okrepiti. Osnovne vaje v takem primeru izvajamo v ležečem položaju, tako je najudobneje. Recimo tukaj imam krajše mišice na tej strani, tukaj pa so daljše, šibkejše, no, ni nujno, ampak šibkejše. Da ne bomo komplicirali, torej tukaj imam preobremenjene mišice, tukaj pa niso dovolj razvite. Kaj naredim? Na tisti strani, kjer imam ramo nižje, recimo, da je na tej strani nižje, kaj ne? Na ta bok se uležem, tako. Z rokami se držim, z nogami naredim takšno gibanje navzgor. Dvignem obe nogi navzgor in jih poskušam statično zadržati. Z rokami se držim za ravnotežje. Poskušam noge držati na isti liniji s trupom. Prvič, visoko jih ne boste dvignili in drugič, ni treba poskušati jih dvigniti visoko, ker če boste poskušali dvigniti visoko, preprosto boste padli nazaj in jih boste kot da dvignili višje, vendar ne na pravi način. Dvignite samo z trebušnimi mišicami. Da bodo bolj delovale kvadratne ledvene mišice, morate v tem primeru celo noge malo pomakniti nazaj, tako. Torej, da peta ne pride pred koleno, ampak je malo zadaj ali v isti liniji. In v tem položaju dvignemo nogo. Ravno tako morda boste začutili napetost, če je tam še kaj ostalo od kvadratne ledvene mišice, boste morda kaj začutili v njej in na ta način v statiki zadržimo. No, 5 do 10 sekund bo dovolj. Potem odložimo in se dvignemo. Težko je. Dvignemo se, opremo se na podlaket, tako kot vidite, in preprosto ležimo, počivamo v tem položaju. Raztezamo nasprotno stran, tako. Potem isto ponovimo, še enkrat ležemo in dvignemo noge. Postopoma lahko za raznolikost dodamo različne kote. Torej, noge malo premaknemo naprej iz tega položaja in začnemo dvigovati. Tukaj je obremenitev, več bo na poševne trebušne mišice. Če noge še bolj premaknemo nazaj in v tem položaju poskusimo dvigniti, bo še bolj delovala kvadratna mišica ledvenega dela. Tako. Če po tej vaji vstanete, stopite do ogledala in se zdi, kot da je vse bolj poravnano, potem ste naredili na pravo stran. Če pa vstanete in je še večja neravnovesnost, potem niste izbrali prave strani. No, obstaja še ena možnost, da naredite na obeh straneh hkrati, raztegnete obe in trenirate obe. Ker če še enkrat obremenite že natrenirano mišico, se ne bo zgodilo nič slabega. In tista mišica, ki običajno ne deluje, ki ima šibek tonus, če jo še malo raztegnete, v bistvu tudi ne bo nič hudega. Verjetno. Torej, prijatelji, poskusili ste, kako je bilo. Napišite v komentarjih, kakšen učinek, pričakovan ali nepričakovan, ste morda opazili. Kaj naj rečem glede našega naslednjega srečanja? Do naslednjič, se vidimo čez teden dni.